Čeprav nogometaši Domžal še naprej pišejo lepo evropsko zgodbo, morajo enako mero pozornosti nameniti tudi domačemu prvenstvu. V drugem kolu Prve lige Telekom Slovenije so na svoji prelepi zelenici gostili Celje. Trener Simon Rožman je znova dodobra prevetril začetno enajsterico, saj je v primerjavi s povratno tekmo proti Valurju opravil kar 7 zamenjav. Ob tem velja prav posebej poudariti, da je tekmo začelo kar 6 doma vzgojenih nogometašev Domžal: Žan Žužek, Gaber Dobrovoljc, Jure Balkovec, Alen Ožbolt, Matija Rom in debitant Adam Gnezda Čerin, ki je šele pred dnevi dopolnil 18 let in je član mladinske ekipe rumenih. Srečanje so sredine igrišča začeli Celjani, ki so se z domačini enakovredno kosali le uvodnih 25 minut. Takole so imeli priložnost, strel z razdalje Lovra Cveka je zletel mimo leve vratnice Dejana Miliča. Minuto pozneje prva nevarna akcija Domžalčanov, Matjašič za Balkovca, ta je streljal proti vratom, zanesljiv je bil vratar Matjaž Rozman. V 32. minuti Adam Gnezda Čerin na desno stran do Roma, ta je uspešno prodrl, poslal predložek v kazenski prostor, gostje so odbili do Matjašiča, ta je streljal, Rozman je odbil točno na nogo Petru Franjiču, ki je poskrbel za vodstvo Domžal z 1-0. To je bil že drugi gol Franjiča v letošnji sezoni, saj je zadel tudi na prvi tekmi v Velenju. Domžalčani so torej prišli do vodstva in vsega 3 minute pozneje so ga že uspeli podvojiti. V 35. minuti je torej Ibričić podal do Matjašiča, močan strel je odbil Matjaž Rozman v nov kot, sledil je še tretji zaporedni kot, podaja Jureta Balkovca, najvišji v kazenskem prostoru pa je bil Žan Žužek, ki je preskočil vratarja Matjaža Rozmana in povišal vodstvo rumenih na 2-0. Še enkrat nebeški skok 20-letnega Žužka za vodstvo Domžalčanov z 2-0. V 40. minuti prodor Jureta Balkovca, predložek v kazenski prostor, višji od Rozmana je bil tokrat Alen Ožbolt, ki pa je z glavo streljal previsoko. V 43. minuti kot z leve strani Ibričić do Matjašiča, predložek sredino, do strela z glavo Ožbolt, ki je meril mimo leve vratnice. In še zadnja priložnost v prvem polčasu, Ibričić za Matjašiča, ta je žogo vrnil Ibričiću, slednji je podal do Franjiča in strel z desnico, ki ga je zaustavila vratnica vrata Matjaža Rozmana. Torej po prvih 45 minutah je ostalo pri vodstvu rumenih z 2-0. V drugem delu so Domžalčani še bolj pritisnili, prva priložnost v 56. minuti po podaji Balkovca je poizkušal Ibričić, bil je nenatančen. V 65. minuti je prodrl Jure Balkovec, podal je v sredino, strelom je poizkušal Franjič, odbita žoga do Gnezde Čerina, poizkus v spodnji levi kot, izkazal se je vratar Rozman. V 67. minuti Klemenčič do Franjiča, ta do Čerina, Gnezda Čerin do Žužka, ta z prve do Bizjaka, sam je bil pred vratarjem Rozmanom, zadel je vratnico, na pravem mestu pa je bil Matija Rom, ki je žogo le še pospravil v prazno mrežo. Tretja tekma 18-letnika v prvi slovenski ligi in njegov prvi gol za člansko moštvo Domžal. Rom je bil še lani kapetan mladinskega moštva rumenih, sedaj pa je že prvič zatresel mrežo tudi v članski konkurenci. V 73. minuti nova priložnost za Domžalčane, Gnezda Čerin skota, v skoku Lupeta in Žan Žužek. Žužek je na koncu žogo spravil do Roma, močan strel proti vratom, tam pa je žoga zadela Travnerja in se odbila v kot. V 84. minuti edina priložnost Celjanov na tekmi, po predložku Dangubiča je odbil Milič, do žoge je prišel Požek Vancaš, v nadaljevanju je poizkušal Travner in izjemna obramba Miliča, ki je ohranil mrežo nedotaknjeno. In še 90. minuta, žogo je prestregel Lovro Bizjak, krenil je v hiter proti napad, za hrbtom mu je prišel Jure Balkovec, podaja proti Franjiču in natančen strel v spodnji levi kot za končni izid Domžale Celje 4-0, drugi gol Franjiča na tekmi, tretji že v letošnjem državnem prvenstvu in Domžalčani so po nesrečnem porazu v Velenju osvojili prve 3 točke v novem prvenstvu.
Ja, pogledajte, danes smo šli v en velik rizik, ponudili smo priložnost dejansko samim domačim igralcem. Nekako jaz mislim, da so dobro izkoristili. Za nami težka tekma, tako nekako govorimo o tem, divjem ritmu za nas. Moramo biti pametni, predvsem tukaj je rizik poškodb prevelik, ampak še enkrat četki fantom, tisti, ki so dobili danes priložnost, so jo izkoristili. Jaz mislim, da smo na trenutke pokazali dovolj veliko kvaliteto in tako mislim, da je ena lepa spodbuda za naprej. Slovenski pokalni prvaki so z visoko zmago poskrbeli za mirno pripravo na naslednjo evropsko preizkušnjo, ki Domžalčane čaka že v četrtek ob 21:05. Na Schwarzwald stadionu se bodo pomerili s članom slovite nemške Bundeslige Freiburgom.